Tokratna nagrada Red Dot je že druga, ki so jo prejeli v podjetju Skaza. Izdelek Organico Daily, ki dopolnjuje linijo njihovih kompostnikov, je posoda za zbiranje organskih odpadkov, v celoti pa je narejena iz recikliranih materialov. Organico Daily je predvsem nastal zato, ker nimajo vsi hiše. Veliko ljudi živi v blokovskih naseljih in kakor vemo, prestolnice so polne teh blokovskih naselij in Organico Daily je tako, da že s tem, ko zlagamo organske odpadke v ta mali košek, vemo, da lahko tudi te nam dajo nek odličen produkt. Zdaj, če pač ljudje nimajo organka pri sebi, bojo pa Organico Daily si pomagali, da bodo tudi poskrbeli za čistejše okolje in ga potem odnesli v tisti koš ali v kompostarno, kjer bodo nastali novi produkti. Izdelek je nastal v sodelovanju z design studijem Sito, uporablja se brez vrečk, pomivanje pa je mogoče tudi v pomivalnem stroju. Podjetje Skaza je svojo lastno blagovno znamko prisotno že na 41 trgih, njihove izdelke najdemo na policah 30 trgovskih verig. Na področju lastne blagovne znamke v prihodnjih mesecih oziroma letih veliko dajemo na dokončni preboj na francoskem in pa nemškem trgu, saj nekako tukaj tudi v Franciji prihaja zakonodaja z 1.1.2024, ki bo narekovala, da morajo vsa gospodinjstva oziroma vsako gospodinjstvo biti sposobno ločevati in nekako zmanjševati obseg bioloških odpadkov. V podjetju, kjer so kot eno prvih v Sloveniji že v 90. letih prejšnjega stoletja pri proizvodnji dajali velik poudarek tudi trajnosti, so zdaj sredi več kot 4 milijone evrov vrednega projekta digitalizacije in avtomatizacije. Poimenovali so ga Skaza 5.0. Je v skladu z našo vizijo, z strategijo, z vrednotami in ker ocenjujemo, da je to temeljni korak, ki nam bo omogočal konkurenčnost in pa rast podjetja v prihodnje. Gre za celostno digitalno preobrazbo verige vrednosti. Zakaj smo jo poimenovali skrajšano Skaza 5.0? Ker ocenjujemo, da je to del industrije 5.0, ko zaposlenega oziroma človeka ponovno vračamo v osredje avtomatiziranih procesov, analitik, digitalnih rešitev in sistemov, ga opolnomočimo s podatki in mu omogočimo odločanje. Z trajnostjo že delamo, tako kot ste slišali, od leta 1991, z našo lastno blagovno znamko smo pa 2010 resnično postavili neka korenine ali pa stebre v našem podjetju. Spomnim se začetkov, ki mi je bilo tako vse čudno, saj tudi mi smo bili čudni za marsikoga, s trajnostjo, ko sem začela, organka z recikliranim materialom, vendar danes torej živijo in danes se zavedajo, da je mogoče to res edina naša prihodnost Skaze, da smo drugačni od ostalih, da to ne samo, da živimo, da to tudi kažemo navzven, da se to pokaže v naših produktih, v naših procesih, vse povsod. V podjetju je danes zaposlenih 300 ljudi, kljub avtomatizaciji določenih procesov, del tega je tudi ta sodelovalni robot, roboti pa naj bi zamenjali tudi viličarje, želijo število zaposlenih ohraniti. Naš cilj je jasen, z obstoječim številom zaposlenih želimo rasti, želimo biti sposobni obvladovati več prodaje, več končnih kupcev in ne v kontrasmeri. Lani so ustvarili 43 milijonov evrov prihodkov, z nadgradnjo proizvodnje je njihov cilj preseči številko 50 milijonov.